Kot medicinska sestra sem celo življenje spodbujala ljudi k skrbi za lastno zdravje. Ko sem dobila vabilo za sodelovanje v programu Svit, pa sem nanj čisto pozabila. Šele čez čas sem poslala vzorčke blata in doživela šok. Ugotovili so, da imam raka na črevesu. Po zaslugi Svita je bil odkrit dovolj zgodaj. Zdaj sem zdrava, živim in delam to, kar me najbolj veseli. Ne zavrzite vabila, testirajte se v programu Svit. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, lepo pozdravljeni. Rak debelega črevesa in danke opisujejo kot velik zdravstveni problem ne samo v Evropi, tudi v Sloveniji, pa ne navsezadnje tudi na Koroškem. Pred uvedbo presejalnega programa Svit, to je pred letom 2009, je bilo v Sloveniji okrog 85% raka debelega črevesa in danke odkritega v napredovali ali v razsejani fazi. Danes ni več dvoma o tem, da program Svit rešuje življenja, saj omogoča posamezniku, ki se odloči za sodelovanje v njem, odkrivanje predrakavih sprememb ali raka v zgodnji fazi razvoja in njegovo uspešno ozdravitev. O tem programu, ki v slovenskem prostoru poteka pod okriljem Slovenskega nacionalnega inštituta za javno zdravje že več let, bo torej tekla današnja pogovorna oddaja. Za vas smo jo v sodelovanju s TV Uršlja pripravili strokovnjaki z področja zdravstva. Veseli bomo, če nam boste prisluhnili. Neda Hudopisk, ekspertinja z področja javnega zdravja. Najprej morda beseda, dve na kratko o vašem nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Nacionalni inštitut za javno zdravje je dejansko ustanova, ki skrbi za preventivo naših ljudi, to pomeni v naši regiji, na vseh področjih delovanja. To pomeni od nalezljivih bolezni, nenalezljivih bolezni in tudi okolja. Trudimo se, delamo po različnih algoritmih, po shemah, kako prepričati, motivirati ljudi za to, da se zavedajo tiste vrednote, ki je velikega pomena, in to je zdravje naših ljudi. Da za zdravje poskrbimo prej, preden zbolimo, da se zavedamo tega, na kakšen način to delati čez vse življenje in da v bistvu skrbimo za sebe, za svoje zdravje v vsakodnevnem življenju. Gre torej za široka sortima aktivnosti in ena izmed pomembnih je tudi program Svit, pa bova morda na to temo rekli tudi besedo ali dve. Kaj pravzaprav program Svit je? Program Svit je zelo, zelo pomemben zdravstveni program, ki skrbi za preventivo oziroma za to, da bolezen odkrijemo zgodaj. Da bolezen odkrijemo zgodaj, preden se bolezen pojavi oziroma v zgodnjih oblikah, stadijih bolezni, ravno zaradi tega, ker tedaj je prognoza same bolezni in pa boljša in pa umrljivost manjša, terapija sama pa ni tako naporna, kot pa bi bila, če seveda bolezen zajamemo v poznih stadijih bolezni. Ampak namenjena je točno določeni ciljni populaciji. Namenjena je ciljni populaciji moških in žensk od 50. do 74. leta starosti in to na 2 leti v bistvu kličemo ljudi, da se odzovejo temu programu. Povejva, da gre seveda za raka na debelem črevesu in danke, pa mogoče uvodoma tudi, kaj pravzaprav ta rak je. Rak je v bistvu bolezen, ko se začne nenadzorovano deljenje celic in na nekem mestu, in če imamo benigno obliko bolezni, potem v bistvu to ostane na enem mestu, če pa imamo maligno obliko bolezni, pa se ta bolezen začne širiti po vsem telesu in pa tudi v globino same strukture, naprimer debelega črevesa in pa danke. Ta rak vznikne, se začne iz enega majhnega polipa in ravno v tem je pri Svitu v bistvu iščemo te majhne spremembe, polipe, da jih odstranimo čim prej in v bistvu ugotovimo, ali gre za rakovo spremembo in res s tem, ko odstranimo, zmanjšamo možnost nadaljevanja same bolezni. In to je ključno. Ja, morda pokaževa ta polip tule na tele slikci. Razvoj v telesu pa poteka seveda več let. Ta razvoj v bistvu poteka zelo, zelo dolgo. Iz majhnega polipa dlje časa traja, da pride do večjega polipa in v bistvu tudi do kliničnih znakov. Ker v tistih prvih fazah bolezni ni nobenega znaka. V bistvu ljudje ne morejo vedeti, da se pri njih že karkoli dogaja.
In tisti prvi klinični znaki, v bistvu, ko nastopijo, so od napenjanja do krčev v trebuhu, do menjavanja mehkega, trdega blata, mogoče tudi ne morejo iti na blato in kasneje tudi pride do krvavitve in slabokrvnosti z utrujenostjo, vrtoglavico, ampak to so že v bistvu pozni stadiji bolezni, zato je nujno potrebno, da bolezen odkrijemo čim prej. Torej, zakaj je potem takem ta rak tako velik javnozdravstveni problem? Zaradi tega, kar smo zdaj le povedali? Zaradi tega, ker se v bistvu pozno odkrije in potem tiste pojavi se vedno pogosteje, tudi zaradi načina življenja našega. Seveda, ravno zaradi tega je velik javnozdravstveni problem, ker kot sem že rekla, terapija sama in prognoza bolezni v poznih stadijih bolezni sta veliko slabši, kot pa, če jih zavzamemo že veliko prej. Omenili sva starostno skupino ljudi po 50. letu. Se lahko v ta program vključi tudi mlajša oseba? Mlajša oseba se v ta program ne more vključiti, ampak če pa ima kakršnokoli dedno zasnovo, če se je v družini že pojavljala ta bolezen, če mogoče kakršnekoli znake te bolezni dojame, so da gre k svojemu družinskemu zdravniku, ki ga pošlje na ustrezno diagnostiko potem naprej. No, omenili sva pravzaprav to zbolevanje, kako se zelo kasno pravzaprav pojavijo ti znaki, ki so neznačilni za to bolezen. Kakšne so pa tisti dejavniki, ki pripomorejo k temu, da se ta rak sploh razvije? Dejavniki so lahko genetski, to pomeni, da so dedni, da imamo neko predispozicijo, že prinesemo s sabo. Seveda pa so določeni dejavniki tveganja, ki jih v bistvu vsakodnevnim življenjem od prehrane, gibanja, stresa. To so taki dejavniki, ki v bistvu potem skupno vplivajo na to, da se neka določena bolezen razvije in to so tudi dejavniki, ki vplivajo na raka debelega črevesa. Kakšna so potem take priporočila, da bi se ljudje lahko temu raku morda tudi izognili? Priporočila so sigurno zelo podobna kot pri ostalih kronično nenalezljivih boleznih. To je primerna prehrana, veliko gibanja. Sedaj imamo veliko sedečega življenja, sedečega načina življenja, da res gremo v naravo, da se gibamo vsakodnevno in s tem pripomoremo, da seveda bolj zdravo živimo in da smo bolj pripravljeni na določene stresne situacije, ki jih pa je v današnjem življenju zelo veliko. Torej, zdrav življenjski slog ni le varovalo pred rakom debelega črevesa, ampak tudi pred drugimi kroničnimi nenalezljivimi bolezni. Morda je izkoristiva priložnost in poveva našim gledalcem in gledalkam, da potekajo po zdravstvenih domovih, tudi v zdravstvenem domu Ravne, številni preventivni programi na to temo. Ja, preventivni programi potekajo v bistvu v naših zdravstvenih domovih. Zelo dobro je, da se ljudje tega zavedajo in da to tudi obiščejo, da obiščejo tudi referenčne ambulante, da dejansko obiščejo potem tudi vse ostale programe, ki so nujno potrebni in neka pomoč da se ljudje vemo, kakšen je to sploh zdrav način življenja v današnji hitrem načinu življenja. Se tudi malo ustavimo in v bistvu na tak način poskrbimo za sebe. Kakšna bi lahko rekla, da je pojavnost, razširjenost raka ne samo v Sloveniji, ampak tudi v tem našem koroškem prostoru? To bo gledalce zagotovo zanimalo. V Sloveniji imamo tam okrog 1400 primerov raka debelega črevesa in tam okrog 700 jih nažalost umre. Na Koroškem imamo tam od 48-50, pač se giblje, vsako leto je nekaj več, nekaj manj teh primerov. Naprimer, če povemo za primerjavo, program SVIT se je pričel 2009. leta in 2010. leta smo v bistvu dosegli nek tak vrh, ker v bistvu SVIT program tudi pripomogel k temu, da se je več rakavih obolenj prepoznalo in je bilo tega 2010. 1700, kar je veliko več kot pa naprimer zdaj, ki je pa smo že v nekem takem upadu in dejansko SVIT program že pokazal svojo moč delovanja in kako zelo pomemben je. Bi rekli po vsem tem, kar se od 2009. dogaja v slovenskem prostoru, pa tudi seveda v tem ožjem lokalnem okolju, je rak, ne samo rak kot splošno, ampak tudi kot rak debelega črevesa, je še vedno tak tabu, o kakršnem smo govorili pred leti? Ja, nažalost, glede na to, da odzivnost še vedno ni taka, kako bi si jo želeli, je še vedno nek tak strah pred odkrivanjem stvari, ki jih naprimer ne poznamo. In ravno v tem je tisti velik pomen in programa in vseh preventivnih aktivnosti, ki jih peljemo, da je nujno potrebno,
da v bistvu stvari zelo hitro prepoznamo in da jih čim prej zdravimo, ker s tem, kot smo že rekli, je prognoza same bolezni in pa tudi zdravljenje manj naporno, kot pa bi bilo, če bolezen prepoznamo v tistih poznih stadijih bolezni. Ravno te odzivnosti se bomo dotaknili v naslednjem pogovoru z našim naslednjim gostom. Kaj bi rekli gledalcem, ki oklevajo, ki še vedno razmišljajo o tem, morda jih preveva strah pred to boleznjo in se nekako ne morejo odločiti, da bi se odzvali tem programu? Ja, res je, ključno je to, poskrbite za svoje zdravje, ko ste še zdravi, ravno zaradi tega, ker je tako zelo pomembno. Hvala lepa za ta pogovor. Hvala lepa. S prijatelji se že leta dobivamo vsako sredo na rekreaciji, na treningu in igramo košarko, kar nam je veliko veselje in zadovoljstvo. Bili smo tudi svetovni prvaki v Ljubljani med veterani in da bi tako ostalo, je pa treba včasih tudi nekaj narediti. Kar ne dovolite, da bi vam življenje zagrenila bolezen, ki jo je mogoče preprečiti. Testirajte se. Že slišanemu ob rob je pomembno poudariti še enkrat, da je rak debelega črevesa in danke ozdravljiva bolezen, če ga odkrijemo in zdravimo v zgodnji razvojni stopnji. Gospod Jure Ploder, statistika navaja, da je 90% bolnikov ob odkritju bolezni starejših od 50 let, tako da je najbrž to razlog, da na NIJZ obdarite osebo, ko dopolni 50 let z dragocenim darilom, to je s povabilom v program Svet. Najprej lepo zdrav tudi v mojem imenu. Res je, po 50 letu nekje se začne večina teh težav v debelem črevesu in danki. In tako je tudi program Svet zasnovan na ta način, da se začne po 50 letu vabiti te osebe. In to traja potem vse do 74. leta na 2 leti. Žal pa mnogi ne razmišljajo tako, da bi vabilo poslali, torej da bi se na vabilo odzvali in poslali nazaj, prispe na njihov naslov in večkrat roma v koš. Kaj so tisti ključni razlogi za tako iracionalno odločitev, da temu tako rečeva? Bi mogoče, če bi izpostavil tiste prve 3 najbolj pogoste razloge, so to, da je osebo strah, da se bo nekaj odkrilo, mogoče je prepričana, da je zdrava in je prepričana, da tega ne potrebuje, in čas je tisti, ki danes vsakemu saj ima občutek, da ga primanjkuje. No, bi omenil od vsakega od teh razlogov, preprosto ne vzdržijo, ne. Prepričan, da si zdrav, je super, da se počutiš v svojem telesu dobro, vendarle rak debelega črevesa in danke je taka oblika bolezni, ki v začetnih fazah ne kaže prav nobenih težav. In lahko pa se že nekaj dogaja in je lepo, če tisto prej odkrijemo in potem tudi uspešno zdravimo. Pomanjkanje časa po eni strani upravičeno, ampak če pogledate, koliko časa ti vzame na takšna preiskava. V primeru, da je pozitiven ta rezultat, ta test programa Svet, potem še gre tistih nekaj časa, kakšna ura, 2 za kolonoskopijo. V primeru pa, da se vsega tega ne udeležiš in je treba potem zdraviti v najslabšem primeru neko resno bolezen, pa je tega časa enormno več. Torej, strah je zagotovo tisto čustvo, ki nas omeji pred tem, da bi se v program Svet odzvali. Čeprav je treba povedati, da je pa to ravno ta program odlično orožje k temu, ne, da se pač olajša življenje, če se karkoli recimo odkrije, kot smo že prej povedali, večkrat v zgodnji fazi, ker je v bistvu lahko tukaj konec srečen, ne? Tako, ravno temu je program namenjen, zgodnjemu odkrivanju in pogosto celo pred rakavih sprememb se pravzaprav sama bolezen še ni razvila, ampak program je zmožen odkrivanja tistih sprememb, ki povzročajo raka in se ga lahko v tisti fazi celo prepreči. Gospod Ploder, odzivnost na ravni Slovenije še ni vsej, tako je pač večkrat prebrati na zaželeni ravni. Kako je s tem torej v slovenskem prostoru in pa seveda v tem našem koroškem delu? Ja, odzivnost nekako moramo povedati, da se je povečala od tistih začetkov v letu 2009 pa do lanskega leta za dobrih 5%. Drugače smo na Koroškem precej blizu slovenskemu povprečju, torej 63% približno, želimo si doseči nekje 70%, vsaj 70% odzivnost. Bi pa rekel, velika razlika med spoloma. Ženske se precej bolje odzivajo od moških, ta razlika varira nekje med 8 in 10% celo, ne.
Kje vidite problem, da se moški redkeje odzovejo? Je pri njih več strahu prisotnega, manj časa? No, mogoče tudi to, ampak zagotovo ženske, kot opažamo, so pripravljene več storiti za to preventivo. No, morda velja ravno zdaj, bi rekla, apelirati predvsem na moške, ne? Da se odzovajo na to povabilo vendarle, ker kolikor je znano, pa moški nekoliko pogosteje zbolevajo za to bolezen. In je to še toliko bolj pomembno. Drži, to se vse kaže skozi življenjski slog, manj preventive, mogoče nekoliko bolj tvegan življenjski slog, v nekem povprečju govorimo seveda, in enako potem tudi s presejalnim programom, ki vendarle je del preventive. No, na NIJZ-ju se tudi trudite, hkrati tudi v sodelovanju z Zdravstvenim domom Ravne, precej ozaveščati ljudi o koristnosti tega programa. Kaj se dogaja? Tukaj se dogaja veliko, pravzaprav so razne akcije ob svetovnih dnevih zdravja, raznih svetovnih dnevih pravzaprav se obeleži na ta način, da se mogoče ljudi množično ozavešča s pomočjo modela debelega črevesa. Ne smemo pozabiti pa tudi tistih bolj individualnih zadev, predvsem v zdravstvu, v zdravstvenih domovih, bolnišnicah ima zdravstveni kader več stika s populacijo in jih tudi osebno nagovori. Bi pa tu mogoče še omenil, da aktivnosti potekajo tudi veliko širše. Veliko je teh organizacij, služb, tudi posameznikov in nenazadnje tudi ambasadorji programa Svit, ki bo tudi današnji sogovornik, veliko pripomorejo za svojo osebno izkušnjo in včasih morda osebi, ki se ne želi ali pa je strah, da jo mogoče opogumijo, da se vendarle odloči za ta korak. Upajva, da bodo gledalci in gledalke ujeli z nami tale optimizem, ki ga skušamo takole malce približati vsem, ki nas spremljajo, ki ga hkrati program Svit ponuja, kadar se vanj vključijo in kadar je seveda ta možnost, da jo tudi izkoristijo. Ampak nekaj pa morajo poudariti, vsaki 2 leti se je dobro testirati. Tako je. Namreč ni dovolj, da se testiraš enkrat in potem do konca življenja, ker namreč s tem rakom je tako, da v večini primerov nastane iz neke predrakove spremembe, to je polip. In ta polip je ena taka zanimiva stvar, nima pravzaprav nobenih opaznih znakov, dokler ni toliko velika, oziroma dokler se ni razvil do raka debelega črevesa in danke, razen na našo srečo, da občasno zakrvavi. Ampak tudi to krvavenje ni stalno, ampak je v intervalih. In tako se s tem na vsake 2 leti s testiranjem se poveča ta možnost, da se ga ujame v tej fazi, preden se razvije pravzaprav rak debelega črevesa ali danke. Morda še omeniva, da temelji ta program na imunokemičnem testu? Tako je, imunokemični test, ki jih uporablja program Svit, so izredno natančni in zaznavajo res tiste najmanjše količine krvi, rečemo kri v sledovih v blatu, kar s prostim očesom nekako ni mogoče opaziti. In s tem testom se nekako to odkrije in potem, če je test pozitiven, se v teh primerih potem priporoča preiskava kolonoskopija. Mogoče bi še omenil, da približno dobrih 6% testov je pozitivnih. Torej velja zaupati programu Svit zagotovo. Obetajo se najbrž tudi kakšni dogodki v tem letu. Velja povabiti naše gledalce in gledalke, da se udeležijo. Oglaševanje bo najbrž potekalo sprotno. Ja, na Svitovi spletni strani je tudi objavljen koledar dogodkov, kjer se lahko pogleda vsak, pravzaprav, kaj se v njegovi bližnji okolici dogaja. Sicer pa se v teh zadevah tudi obvešča preko javnih medijev. Spletno stran bova ponudila tudi potem na koncu oddaje v pogled. Obstaja pa v Zdravstvenem domu tudi Svitova infotočka. Morda omeniva še to, da se lahko ljudje osebno, telefonsko, tudi po mailu obrnejo. Tako je. Pravzaprav je več kanalov, kjer ljudje lahko dobijo te informacije. Jaz bi svetoval, da se obrnejo v primeru vprašanj nekje v svojem lokalnem okolju. To so Svitove kontaktne točke, so zagotovo en dober naslov. Lahko se osebno pogovoriš o svojih težavah, dobiš dobre nasvete. Sicer so vzpostavljene v vseh zdravstvenih domovih po Sloveniji. Tukaj na Koroškem je to v Zdravstvenem domu Ravne, Radlji ob Dravi, Dravogradu in pa v Slovenj Gradcu. Dajva mogoče pred naslednjo gostjo, ki jo bomo povabili v naš studio, omeniti samo še tale uvodni postopek, ko dobiš vabilo na dom, kaj pravzaprav sledi. Tako, ko vabilo prejmeš na dom, prvič se to zgodi kmalu po 50. rojstnem dnevu, se na vabilo odzoveš,
se pravi, podpišeš izjavo o sodelovanju in na to kmalu prejmeš na dom testne kompletke. Se pravi, te testere je potrebno z njimi vzeti vzorce blata in jih pošlješ nazaj na centralni laboratorij programa SWIT. In potem se to pregleda. Če je rezultat pozitiven, se svetuje kolonoskopija, če je negativen, si ponovno vabljen, kot smo že prej omenili, po 2 letih. In postopek ni tako zelo zapleten, kot se morda sliši, poleg tega pa, kot sva že povedala, se lahko za kakršnokoli informacijo obrne na NIJZ ali zdravstveni dom. Tako je, postopek sam je, kolikor se le da, poenostavljen, pa vendarle, če kljub navodilom, ki so priložena, če so še kakšna vprašanja, kot ste omenili, se lahko obrne na te službe. Mogoče še vaša misel kot moški, kaj bi rekli, da bi nagovorili istospolno populacijo? Bi mogoče kar obe populaciji, tako moške in ženske. To je ena taka priložnost. Tudi naš ambasador zelo rad reče, da je v vsakem primeru dobitna srečka. Takrat, če je pozitivno, si lahko na nek način vesel, kljub vsem tem stresu, kajti se bo začel ta postopek in mogoče celo dovolj hitro. Vkolikor je negativna, se pravi, da prisotna ni bila kri v blatu, v tem primeru smo spet veseli. No, in o tej dobitni srečki bomo danes še kakšno rekli. Hvala lepa za pogovor, gospod Jure Ploder, in pa Hvala tudi vam. Ostanite z nami. I had colon cancer, I'm still alive. There are people at the moment dying in Slovenia because we are not fighting cancer hard enough. You know, we could save 200 lives a year in Slovenia just with screening. I'm one of the people who's helping to develop the official screening guidelines for Europe. If you're sent a kit, please use it. It could save your life. Let your grandchildren see you. Stay with your family. Don't die. Spoštovane gledalke, gledalci, sledite pogovorni oddaji o programu SWIT in raku na debelem črevesu in danki. V studiu pozdravljam Zdenko Koželj-Rekanovič, doktorico medicine, specialistko družinske medicine. Lepo pozdravljena. Ja, pozdravljeni. Rak žal ne izbira, kaj ne, tudi med osebami, ki zdravo živijo in so prepričane, da se jim rak pač ne more zgoditi. Zdaj, če se dotakneva še enkrat tega presejalnega programa, ta je namenjen prav zdravi populaciji. Ja, absolutno. Namenjen je preventivi, da bi ljudje še preden zbolijo ugotovili, če imajo neke predispozicije za to, da bi zboleli. In običajno so v ta program, saj to ste verjetno že povedali, od 50. do 74. leta in to so ljudje, ki še niso bili obravnavani v to smer, ker tisti, ko pa so recimo neke kronične črevesne bolezni, ki jih imajo, pa tako ne izpolnjujejo pogojev za vstop, ker so obdelani v drugem, v kurativnem delu, to je pa samo za preventivo. In velja poudariti, da je človek, ki je navidezno zdrav in se dobro počuti, ravno tako eden tistih, za katerega je dobro, da se odzove v program SWIT. Absolutno. To jaz vedno omenim, da je v bistvu ena stvar, ki je res dobra v Sloveniji, to moram posebej poudariti. Ta program SWIT je v bistvu ena stvar, ko res laufa, po domače povedano. Pri 50. letu dobiš takoj prvo povabilo v program SWIT in potem vsaki 2 leti, program poteka tako, da v bistvu na liha leta dobijo ljudje, ki so rojeni na lihe letnice, na soda leta, tisti, ki so na soda leta, vsake 2 leti so vabljeni v program, in je negativni izvid še vedno ne pomeni, da 100% ni kaj. Če človek ima neke težave, potem vseeno mora obiskati zdravnika. Ampak negativni izvid pomeni še vedno je veliko več možnosti, da je človek zdrav, kot pa da je bolana. Kateri so tisti izločitveni kriteriji, ko se denimo pa posameznika ne povabi v ta Ja, program? posameznika ne povabimo, če se že zdravi, recimo zaradi raka debelega črevesa, če je recimo, da ima neko kronično vnetno črevesno bolezen, pa je v programu tam obdelovan in je že koloskopijo opravil. Recimo potem nekdo, ki je imel neke težave, pa je bil prej v 5 letih na koloskopiji, pa so bili odstranjeni neke polipi. Pravzaprav ne povabimo ljudi, ki so v procesu zdravljenja zaradi druge bolezni. Dotakniva se tega postopka od takrat naprej, ko je vabilo oddano in dobijo ljudje testarje na dom, ki jih potem oddajo. Kaj zdaj, če je test negativen in kaj, če je pozitiven? Mogoče samo to, da ljudje, ko dobijo prvo vabilo, če se na to ne odzovejo, dobijo ponovadi še en opomnik, in potem, če napišejo oziroma so pripravljeni sodelovati v SWIT-u, dobijo testarje, potem testarje oddajo in potem dobijo izvid. Problem so neodzivniki, nekateri se ne vključijo,
ne opišejo, ne odgovorijo na prvo vabilo, nekateri na drugo, to se pravi, ne vrnejo testerjev. Za nas je pa najbolj obremenjujoče to, če se nekdo na tretji, ko je recimo pozitiven izvid svita, potem pa se ne odzove za koloskopijo. Ogromno delamo zdaj na teh neodzivnikih, v to se vključuje tudi patronažna služba pri nas. Dobimo v ambulante družinskega zdravnika, dobimo večkrat letno seznam ljudi, ki so imeli negativni izvid, potem dobimo seznam neodzivnikov, to pomeni na vseh 3 stopnjah, se niso odločili za vključevanje, niso oddali testerjev in pa se niso vključili na koloskopijo, če je bil pozitiven izvid. Kaj pomeni pozitiven izvid? Pozitiven izvid pomeni, da je bilo v blatu, ki so ga oni oddali, da je bila prisotna kri. Kri je običajno prisotna pri ljudeh večinoma v programu SVIT, ki imajo nek polip ali lahko tudi hemeroide. Pogosto najdemo na izvidu popolnoma normalno sluznico črevesja, tako da v bistvu ne ugotovimo točnega vzroka. Včasih se zgodi, da najdemo tudi raka. Zelo namenjen je pa program temu, da večino stvari najdemo pa tako, da se že med samo koloskopijo lahko odstrani samo polip. In taka oseba je potem prekanceroza je odstranjena oziroma nekaj, kar bi se lahko razvilo v neko resno obolenje. Torej, ta polip je ta predrakova sprememba, morda še na tem listku pokaževa, kaj se zgodi v primeru, ko se posameznik morda ne odzove. Ja, ko se posameznik, recimo, ko se odzove, pa če je recimo ta začetna sprememba, moram si očala gledati, recimo, ko je čisto začetna sprememba, se te spremembe lahko že med samo koloskopijo odstranijo. Se samo odščipne, pošle na histološko preiskavo, potem pa se glede na histološki izvid, ki pove, kaj je pravzaprav ta sprememba bila, ukrepa. Običajno je pa že samo odstranitev tega drobnega polipa dovolj in je zdravljenje s tem zaključeno. Ljudje so samo potem ostanejo na kontrole, morajo hoditi recimo vsakih 5 let, neodvisno kaj napiše, odvisno od tega histološkega izvida se potem ugotovi. Če pa se v tej fazi ne odstrani polip, potem lahko polip raste in do najhujšega stanja, kjer je že karcinom, ki lahko preraste tudi steno, črevesno steno, lahko gre na druge organe. Običajno je določeno je bilo, čeprav to ni v vseh primerih enako, ne velja vedno, ampak recimo 2 leti je tista doba, ko naj bi se recimo, ko je možnost, da se kaj razvije. Čeprav je vseeno, opozarjam na tem mestu, tudi če se vključite v SVIT program, če je blato na kri negativno, pa da ima človek neke težave, vseeno je treba obiskati družinskega zdravnika, da se potem naprej razvije diagnostika. Ja. Tako. No, doktor Koželj, omenili smo že preiskavo, ki se potem, ko je seveda test pozitiven, izvršil v enem izmed koloskopskih centrov, ta je pri nas najbližji v slovenjgraški bolnišnici. Morda nekaj rečeva tudi na to temo, ljudje, vse tako kaže izkušnje, imajo kar precejšen strah pred to preiskavo. Seveda, jaz mislim, da ni prijetna preiskava. Praktično nobena preiskava ni prijetna, če ti kri vzamejo, ni prijetno. Ampak vseeno pa običajno ljudje, ko grejo na to preiskavo, na koncu potem rečejo, da pa vseeno ni bilo tako hudo, kot pa so na začetku mislili. Seveda so preiskave, pri nekaterih so težji, pri nekaterih lažji, odvisno od tega. Tudi anatomske razmere nimamo vsi enake. Eni imajo zelo lepo prehodno črevo, eni imajo zavito, ampak vseeno najtežji del je čiščenje, ki ga pa človek opravi doma, ko je sam, in običajno povratne informacije, zelo redko kdo, da pride pa reče, da je bila sama preiskava zelo huda. Običajno je strah večji. Ko pridejo, potem jim jaz vedno rečem, da ne povejo še drugim, da pravzaprav sama preiskava ni tako grozen bav, je pa nekaj res, ko pa opraviš preiskavo, pa če je izvid v redu, da ni nič, je pa to verjetno največja nagrada, ki jo lahko dobiš. In mislim, da je mislim, da je z eno primerno pripravo, z enim primernim navodili tudi od strani družinskega zdravnika, da je stvar izvedljiva. Je pa možno, da dobijo pred preiskavo, v določenih centrih delajo to tudi v anesteziji, čeprav nekako anestezijo, ne vem, čisto osebno se mi zdi, da je v bistvu bolečina le nek faktor, ki
temu zdravniku, ki dela koloskopijo, pove, da je mogoče, ne vem, na določenem mestu pa neka zapora, da če človek spi, pač tega ne more povedati, je pa možno, da dobijo tudi samo protibolečinsko terapijo, tako da mislim, da se da, v vseh primerih se da rešiti zadevo, pa tudi če je nevzdržno, pa človek misli, da drugače ne bo, tudi naredijo za splošno anestezijo, No, zdravniki družinske medicine imate tukaj ključno vlogo, se potem takem pacient, ki dobi pozitiven odgovor, obrne na vas, kdo mu ureja to kolonoskopijo, pa seveda tudi vprašanje, glede na to, da nas čakalne dobe malce žucirajo, o njih veliko govorimo, kako je s tem? Ko je pacient pozitiven na svet, dobi izbrani osebni zdravnik en dan prej, ker mora vsak udeleženec programa Svit mora izpolniti, kdo je njegov izbrani osebni zdravnik. In en dan preden dobi pacient izvid, dobi izvid tudi že izbrani osebni zdravnik, Običajno je tako, da potem se počaka približno en teden, 10 dni, da se tega pacienta, če se sam ne pride pokazati, da se ga pozove, da pride, ponavadi in potem ob prihodu v ambulanto razložimo, kaj to pomeni, Seveda so večinoma kar prestrašeni, ker ne vejo, kaj pomeni program Svit, je pa res, da podatki kažejo, da večina opravljenih koloskopij, zelo malo je res malignih, večinoma ali so kakšni polipi, tako kot sem prej rekla, veliko je pa tudi takih, ko sploh ni bilo razloga, je pa res, da dokler ne pogledamo, tega ne moramo vedeti, Potem pa se običajno pogovorimo z njim, kako pravzaprav sama preiskava poteka, skupaj izpolnimo nek obrazec o teh kroničnih boleznih, ki jih pacient ima, recimo, če jemlje antikoagulantno zdravljenje, mora biti na preiskavo ustrezno pripravljen, aspirina ni več potrebno prekinjati, lahko grejo na koloskopijo, brez da bi prekinili jemanje aspirina. Potem pa se dogovorimo, izbrani osebni zdravnik napiše odvajalo in pa napotnico, ter običajno poskušam zdaj, odvisno od pacienta, jaz slučajno delam s starejšimi ljudmi, in velikokrat kar sama osebno poskušam urediti datum, pacient samo pove, kam bi želel iti, imajo možnost izbire po celi Sloveniji, kjer si želi. Nekateri, ko nimajo težav s prevozom, se pač odločijo za mesto, kjer bi bilo najprej, so pa čakalne dobe za program Svit manjše, kot pa so v rednem programu, tako da v bistvu vseeno, pa niso povsod enake, Na določenih ustanovah so tudi, niso pa več tako kratke, kot so bile, zato ker je tega več, kot je. Se pa program Svit seveda trudi, da je ta obravnava opravljena čim prej. Sicer traja ta kolonoskopija v bistvu v enem dnevu opraviš, ne? Ja, absolutno. Problem je čiščenje. Za čiščenje običajno je potrebno, pač prejšnji dan se že začne, Svetujemo že kak dan prej, da najejo pečkatega sadja oziroma rdečega mesa, dobijo točna navodila. Takrat, ko dobijo ljudje podatek, da je bil program Svit pozitiven in da bo potrebna koloskopija, zraven dobijo tudi knjižico, tule nimava nobene, ampak v glavnem dobijo knjižico s točnimi navodili, kako bo preiskava potekala, kaj morajo prej, koliko dni prej ne smejo recimo določene hrane jesti, kako zgleda dan, ker tisti dan pred preiskavo je točno določena, kdaj, kaj lahko jejo za zajtrk, za kosilo, kaj mora biti pozorni. In potem grejo na preiskavo, seveda se navodila razlikujejo od tega, ali se preiskava dela dopoldne ali popoldne, kar je možno. Potem pa preiskava sama traja ne prav dolgo, odvisno od anatomskih značilnosti pacienta, ampak običajno tam pol ure ali pa še manj, recimo. Imajo pa te zdravniki, ki delajo koloskopije, so pod strogim nadzorom, morajo točno biti, točno morajo, vse koloskopije so pod podatek o tem, koliko časa traja, kako je bila pregledana, kako je bila narejena, to se sproti kontrolira, in imajo tudi neko določena merila, v kakšnem času mora biti. Ni pa to ta preiskava res noben bav. Bi potrebovali ljudje, ki grejo na kolonoskopijo, spremstvo? Pa čisto odvisno, jaz mislim, da je od človeka. Zdaj, če je to star človek 74 let, potem verjetno ja. Če je pa to človek pri 50 letih, ki drugače je zdrav, v redu, pa je tudi odvisno. Običajno je tako, če pa je slučajno kak polip, je pa ne sme, more
Jaz bi tako rekla, naj na koloskopijo naj si uredijo spremstvo. Če se da, ne? Če se le da, no. Ja, kaj pa osebe, denimo, ki pa že imajo ob tem kakšno kronično bolezen, denimo sladkorni bolniki, tu je tretma najbrž drugačen. Ja, pri kroničnih bolnikih, recimo pri sladkornih bolnikih, je program SVIT izdal prav natančna navodila za vsako zdravilo, za inzulin, pač za tablete, kaj ljudje jemljajo, in točna navodila, in dobijo lahko pacienti tudi pisna navodila od zdravnika, kdaj zadnjo terapijo vzeti, kako se obnašati pred samo preiskavo, kdaj vzeti inzulin, vse te stvari, kdaj lahko ponovno jejo. Pri ljudeh, ki pa imajo neke hujše kronične zadeve, je pa tako možno tudi hospitalna koloskopija. Mi se zdaj pogovarjamo o ambulantni koloskopiji. Ambulantna koloskopija pomeni, da pač prideš, narediš preiskavo, čistiš se pa doma. Problem so pa ljudje, ki imajo res kakšno, hudo srčno popuščanje, ki ne smejo popiti toliko tekočine, recimo kakšna ledvična zelo huda okvara, kakšna recimo tudi epilepsija, te stvari, pa običajno se pol dogovorimo, da se čistijo v bolnici, da so pod nadzorom, da lahko prejemajo terapijo tudi v drugih oblikah, da ni treba jesti zdravil, in se to v bistvu ni, pravzaprav je zelo redka stvar, da ne bi mogli narediti koloskopije. K vam prihajajo tudi pacienti, ki so denimo invalidi, morda slušno omejeni, imajo težave recimo z vidom. Program SVIT se je tudi tukaj zelo na prijazen način pravzaprav potrudil, da informacija doleti. Vse informacije so na voljo tudi ljudem slušnim in prizadetim z vidom. Tako da v bistvu lahko ni problema, se lahko enaka navodila obstajajo tudi v taki obliki, da so primerna, v jezikovnem, na glušnih in slepih. Kaj reči, predvsem zato, da bi se odzivnost v koroški regiji dvignila do te mere, da bi lahko z zadovoljstvom rekli, da smo mnogim ljudem dejansko obrnili življenje na bolje? Odzivnost je v posameznih občinah, če lahko tako rečem, zelo različna. Verjetno je veliko odvisno tudi od tega, jaz mislim, da nekaj že odvisno tudi od zdravstvenega osebja, veliko je odvisno od tega, koliko se občina zalaga na tem nivoju. Mislim pa, da je to bi res mogel biti program, ki bi se ga moral udeležiti vsak, ker je vsak, ki paše noter v to skupino, ker je to pa res nekaj, kar je res dobro, tako kot sem že prej rekla. V bistvu tu se res da, jaz imam kar nekaj pacientov, ki jim je program SVIT tudi rešil življenje, ker bi drugače pač ne bilo prepoznana bolezen dovolj hitro. Mogoče ljudje o tem še premalo vejo, predvsem mislim, da moramo, sam program SVIT ni nič groznega, to je absolutno nekaj zelo enostavnega, tudi navodila so taka, da se lahko to udeleži res vsak. Mislim, da je veliko tistih, ko se ne odločijo, jih je strah pred koloskopijo, čeprav nekatere je strah diagnoze, čeprav vseeno, posebej pri tej bolezni velja, rak ni več, pravijo, neozdravljiva bolezen, ampak je kronična bolezen. Ta bolezen se da zelo lepo pozdraviti, in običajno v programu SVIT se najde v fazi, ko ni potrebnih nobenih posebnih posegov, se že med samo preiskavo. Je pa res, ni pa prijetna preiskava, ampak nobena stvar, tako kot sem že prej rekla, tudi gastroskopija ni prijetna, tudi v bistvu, ne vem, tudi jemanje krvi ni prijetno, za moje pojme noben od teh pregledov, tudi ginekološki, absolutno, bolj neugodno. Bolj strah kot pa. Bolj strah, in če bomo ta strah zmanjšali pri ljudeh, pol verjeten se za program SVIT ni bati, pa jaz upam, da bo mogoče tudi ta oddaja pripomogla k temu, da se bodo ljudje odločali za to. Včasih se zgodi, da kdo pozabi, ali pa recimo reče, zdaj ne bom, potem pa se pozabi, to se vsem dogaja, tako da mislim, da tisti, ko je bil nekoč povabljen, pa ni izpolnil papirjev oziroma je pozabil, lahko vseeno pride, to imamo tudi primere, pridejo v ambulanto, pa se pokliče program SVIT in jim pošljejo ponovno, tudi če takrat niso glih na vrsti. Vseeno, tako da v bistvu zdaj mogoče se bo kdo ob gledanju naše oddaje spomnil, da je enkrat to dobil, pa je pač dal na stran, in potem je to romalo v koš.
mogoče tudi ne hote, a ne. Ja, ni treba čakati 2 leti, da bo ponovno klican, ampak lahko vseeno pride. Na programu Svit so res zelo prijazni, da se tudi po mailu kontaktirati, ne, in kličejo nazaj, v bistvu na maile so zelo odzivni, tako da v bistvu tudi za vprašanja, tako da mislim, da problema, če kdo misli, da je to problem, ni, a ne, če ima pa kdo problem, da se ne znajde sam, pa mislim, da vsi v ambulantah, a ne, tako referenčne sestre, patronažne sestre, ki se vključujejo v ta program neodzivnosti, a ne. Prav, da sem pridobila en podatek, v lanskem letu so naredile 124 obiskov za program Svit v zdravstvenem domu, no, na področju te naše Koroške, Mežiške doline, a ne, tako da. In ko smo že danes slišali, se lahko obrnejo tudi na kontaktno Svit točko. Absolutno. V zdravstvenem domu Ravne. Ja. Hvala lepa za tale pogovor. No, eno osebno izkušnjo bomo pa danes v današnji oddaji tudi slišali. Zdajle se nam bo pridružil gospod Jože Pratneker. Hvala lepa, dr. Koželjeva, za ta pogovor. Hvala lepa za povabilo. Odkar imamo v Sloveniji program Svit, pri presejalnih kolonoskopijah odstranijo veliko polipov iz debelega črevesa in danke, ki so predrakave spremembe. Raki, ki jih odkrijejo pri tej preiskavi, pa so običajno v zgodnejšem stadiju, zato je prognoza teh bolnikov po operaciji boljša. Zato ne zavrzite povabila, ki ste ga prejeli po pošti, in sodelujte v programu Svit, ki vam lahko ohrani življenje. V naši družbi je tudi spoštovani gospod Jože Pratneker, magister agronomije iz Mežice, ki je opravljal tudi funkcijo župana in direktorja zavoda v Celju, sedaj pa živi in dela kot upokojenec na domači kmetiji. Gospod Jože se je na podlagi svoje osebne izkušnje v programu Svit odločil, da pri programu Svit deluje kot ambasador, predstavlja program in skuša nagovoriti ljudi po Koroški, da se je odzvati povabilo na presejalno testiranje dobra odločitev. Gospod Pratneker, hvala, ker ste tudi danes pripravljeni deliti to svojo izkušnjo s programom Svit, torej danes gledalkami in gledalci televizije Uršlja. Do povabila v program Svit ste se tako kot mnogi počutili zdravo? Ja, nismo imeli nobenih problemov. Tako da potem, ko sem leta 2010, ko sem se odzval na ta program Svit, seveda sem bil obvestil iz Ljubljane, da so odzvali pozitivno, da je v oblatu kri, in potem sem čez par dni tudi obvestilo, da se mora zglasiti v splošni bolnišnici Slovenj Gradec, da se opravi kolonoskopija. Ste takrat, ko ste to vabilo prejeli, oklevali, razmišljali, da ne bi, ali je bila odločitev takošnja? Sploh ne. Ker jaz bi rad že uvodoma povedal, da je pred 8 leti, da mi je ta program Svit rešil življenje. Če se ne bi odzval, bi bilo verjetno danes hujše, če ne najhujše. Kako je potekala potem ta zgodba z vami? Ja, se pravim, ko sem bil vabljen v splošno bolnišnico Slovenj Gradec na kolonoskopijo, je bil poseg zelo neboleč. Zdravnik me je odstranil 2 majhna polipa. Eden je bil pa med tankim debelim črevesom kar velik in me je po zaključku posega doktor povedal, da ga ne bo moč odstraniti za kolonoskopijo ali da bo treba praviti verjetno kirurški poseg. No in sem potem tudi čez nekaj dni me je poklical doktor Jurij Gorjanc, da naj se čim prej zglasim pri njemu enkrat zvečer, ki je bil dežuren, pridem enega žena zvečer dol, čez 2 dni in pravi, da so bili vzorci, ki so bili pri kolonoskopiji vzeti, pozitivni, da gre za predrakavo obolenje in da je treba čim prej opraviti ta kirurški poseg. Tako da sem potem čez 5 dni bil povabljen v bolnišnico na operacijo. Operacijo je opravil dr. Jelenc, ki je hodil večkrat v splošno bolnišnico Slovenj Gradec iz UKC-ja Ljubljana, laparoskopske metode. Operacija je zelo dobro uspela, tako da sem potem po 4 dneh šel domov. No in čez 14 dni pa dobimo obvestilo, da pride iz Ljubljane onkolog, ki je hodil redno tudi v bolnišnico Slovenj Gradec in mi je seveda tudi povedal veselo novico, da so bili vzorci, ki so bili tudi vzeti pri kolonoskopiji, pa tudi potem pri laparoskopski metodi negativni, tako da pač potem je bila stvar v redu. No potem sem še 3-krat opravil kolonoskopijo,
in vedno so bili vzorci negativni, tako da sem vesel, da sem s programom Svit se dejansko rešil življenje in pa tudi mogoče dolgotrajno zdravljenje. Kolonoskopija, glede na to, da ste jo opravili že tolikokrat, najbrž res ni tak grozen strah kot v njem. Zanimivo je to, ko zdaj hodim po terenu pa animiram tisti, ki se ne odzovejo, bodi so sosede, sorodnike, drugi občane v Koroški regiji, je vedno dvoje vprašanj. Prvo rečejo, kaj pa če kaj najdejo? Jaz sem rekel, hvala Bogu, da najdejo, pravočasno, Drugo pa, da se bojijo kolonoskopije. Pa to sploh ni moče, bolj narodno priprava, ko moraš spiti tisto tekočino, da je če več je čisto, hujško pa potem poseg. Tako da jaz sem to z lahkoto, preživel, Sveda ni, da bi bil užitek, ampak ni pa neprijetno. Tisoče sprememb je pravzaprav odkril že ta program Svit. No, vi ste pravzaprav zdaj našim gledalcem pojasnili, da je bilo ravno tako tudi pri vas. Potem ste se pa odločili, da postanete ambasador programa Svit, za kar smo vam pri programu Svit seveda zelo hvaležni. Kaj poveste ljudem, ko prihajate z njimi v stik? Ja, vloga tega ambasade navadno, ta vodstvo Svita menuje te ambasade tisti, ki so nekaj doživeli, moče malo težje primere. Jaz pač vedno skušam hoditi po terenu in pravim, da se morajo odzvati, da ne smejo tisto koverto, ki dobi iz Ljubljane, vrniti v koš, ampak morajo podpisati, da dobi potem obvestilo, da vzem blata in tako naprej, ker lahko, pogledaj, koliko je tudi na Koroškem veliko teh primerov, da ne odzovejo in je potem lahko prepozno. Potem, ko je pa enkrat prepozno, potem pa lahko to zelo dolgotrajno ali pa še kaj hujšega. Tako da res priporočam in res poskušam ljudje pripričati, da naj se odzovejo, ker to je mogoče eden redkih primerov, da je brezplačen, ta program in verjetno tudi v teh letih, ko deluje ta program, da je tudi bilo odkriti veliko, vse smo verjetno slišali prej, veliko teh primerov, da so pravočasno ugotovili spremembe in pa predraka ali pa celo rakave. To je pravzaprav tudi ključno sporočilo tega današnjega pogovora z vami vsemi. Gospod Prateker, ko ste takole v stiku z moškimi denimo, danes smo slišali, da se odzivajo manj kot ženske. Bi tudi vi rekli, da je ključni vzrok res ta strah? Jaz ne vem, kaj je to, kaj razmišljajo. Res je, da pri moški populaciji je manj tega interesa in jaz, ko tu se z njimi pogovarjam, pa pravi, ne bom jaz tam blata vlačil, pa nosil po pošti, po Ljubljani pošiljal, ampak sem rekel, pa je za tvoje zdravje gre. Sem rekel, če kaj najdejo, hvala Bogu, da najdejo, da bo pravočasno potem, da bo to rešeno. Tako da jaz pa poskušam skoraj vsak dan, vsak teden, da se pač tisti, predvsem tudi to moško populacijo, da jih pač animiraš, da se vzamejo in da grejo in se odzovejo na ta program Svit. Ja, in ta vaša naloga je pravzaprav zelo pomembna. No, vidimo vas pa tudi v pogovoru z mladimi. Kako pa mladi prisluhnejo vaši zgodbi? Zdaj sem večkrat bil tudi z vami, sem imeli že lansko jesen te srečanja, in mislim, da zanimanjem tudi to in jaz mislim, da bodo bolj dovzetni, ko bodo malo starejši, da ko jih že zdaj sproti animiramo, da se morajo na to odzvati, ne pa potem, ko je prepozno. Ja. Torej vas bomo zagotovo videli spet na kakšnem dogodku v Zgornji Mežiški dolini, ki se nam obetajo to leto. Ja, ni problem, če bom le čas, pa bom se rad odzval vse to, rad pomagam, tudi temu programu Svit in s tem namenom, da pač čim prej, da se čim več ljudi odzove na ta program. Hvala lepa, ker ste delili to vašo izkušnjo z nami v današnji pogovorni oddaji. Lahko še enkrat potrdiva, da je dobrobit tega programa v tem, da se s preventivnim presejanjem, ki je kakovostno, pa tudi hkrati brezplačno za vse, ki imajo urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje, da je s tem pravzaprav omogočeno kakovostno življenje tudi potem, ko je morebitna predrakava sprememba odkrita, tako kot se je to zgodilo pri vas. Hvala lepa, gospod Prateker, za hvala za povabilo. Pogovor. Ja, program Svit je torej kakovosten, varen, omogoča točno določene korake, ki so relativno enostavni in če se komu med vami zdi vseeno prezapleteno, če je kakorkoli oviran, ne more priti sam, so na voljo, kot smo slišali, lahko od današnjih sogovornikov mnogi prijemi prijazni vsem ljudem, torej program je res dobro dostopen. Če se vam pri izpolnjevanju izjave o sodelovanju pojavi vprašanja ali pa niste prepričani, kako bi odgovorili na vprašanje, lahko pokličete klicni center Svit ali pišete na info
afnaprogram@pomišljajsvit.si ali pa za nasvet vprašate v ambulanti svojega izbranega osebnega zdravnika oziroma se oglasite na Svitovi kontaktni točki v vašem zdravstvenem domu. Tam so zaposleni zdravstveni strokovnjaki in če so kakršnekoli dileme ali vprašanja na to temo, vam bodo na voljo, dobili boste prav vsak odgovor. Takole, veselilo nas je v vaši družbi, gospod Pratnekar. Hvala tudi vsem današnjim sogovornikom. Za konec pa morda res še zahvala tudi ekipi kabelske televizije Ravne, televiziji Uršlja za sodelovanje v skupnih prizadevanjih za pravočasno odkrivanje predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki. Spoštovane gospe in gospodje, veliko zdravja vam želimo in hvala za vašo pozornost. Začnite misliti na svojo. Zgodnje odkritje raka na debelem črevesju in danki je začetek nadaljevanja življenja. Ne bojte se sveta tam znotraj. Vključite se v program Svit.